Pa sej mi doskrat govorimo stvari, o katerih nimamo pojma. Mislim, da ves čas. Ne vem, zakaj. Jaz mislim, da ves čas. Mogoče oni te serije ne poznajo. Ja, tako. Takrat se pač govori stvari, o katerih mi ne vemo, ali pa vemo zelo malo. Mal. Tako je bilo za Squid Game. Tako. Ne vem, v čemu je problem. Kao, vse veste, to pa niste vedeli. Sanski moški. Ja. Pa jaz si se prijavil zdaj na dvojko. Jaz bi... Ja, Jaz sem to videl itak. Čekaj, kje sem videl? Na YouTubeu. Na YouTubeu sem videl. Pa sem pa šel mal v rabbit hole. Ful me je zanimalo dogajanje okrog tega. Zato, ker res se vidi, kako se ta prostor na internetu amerikanizira. Malo za zamikom. Malo za zamikom, malo bolj light, malo bolj slabš, malo bolj tako. Ampak to, kar se v Ameriki dogaja, se tukaj dogaja na nekem takem vaškem nivoju. Ja, vaškem. Itak se vsi poznajo, vsi se poznajo. In to mi je bilo ful tako zanimivo videti, prvi primer tazga, kot sem prej rekel, cancel culture. Gremo nekoga zdaj scancelat, ker je nekaj naredil, pa zdaj ne dajem nobene... sodbe na to, kaj je naredil, ampak sam to, Ja. Skenslite mu vse sponzorje, skenslite mu live, z vilami gremo, z onimi baklami, gremo ga, Tako je bil tak movement, Ampak jaz sem se nekaj naučil v Sloveniji. O Sloveniji ali... O Sloveniji in Slovencih. Aha, okej. Oziroma o našem prostoru. Da Slovenija prenese naenkrat samo enega jebača. Da razložim. Jani. Leta nazaj. Choose your words carefully. Da leta nazaj je to pozicijo zasedel človek, ki je hodil do punce in spraševal, ali si samska. In takrat je Andrej Škraba osebno nosil to titulo. To je kar že malo rape skoraj. V današnjih časih. V današnjih časih to ne bi šlo čez Škraba. Takrat, to je že kar malo preveč in your face. Definitivno. Ampak takrat mu je uspeva. Jugoslavija, drugi čas. Jovanka, dokler se ni zafrknil, game over, z tem, da je dobil punco. Ampak Slovenija, čeprav ne premore več kot enega, si pa želi vsaj enega, ves čas. Zakaj pa misliš, da ne premorejo več kot enega? Ni dovolj prostora. Premalo ozemlje. In takoj zatem... Zemljo krast. In takoj zatem, Vojce je ustvaril v Sloveniji. Hvala Bogu, lansira Pop TV, kjerkoli je lansiral Sanskega moškega. In Gregor Čeglaj zasede to mesto. Rata glavni jebač Slovenije, ampak spet game over, se zajebe. On se ni zajebo z resno punco, zajebo se je z neprimernimi komentarji, ampak spet se je ustvaril Vojt in sem vesel, nisem presenečen, priložnost za... da je prišel pa zdaj nov player, je Klemen Selakovič. In jaz mislim, da to ni naključje. Jaz mislim, da toliko so se stvari poklopile, da je šlo iz... Klemen Selakovič samski ni mogel sobivati v istem prostoru, v istem času z samskim moškim. Vesolje uredi, Vesolje uredi, tako da sem zelo vesel, da si našel svoj plac pod soncem. Da se ne bom zdaj isto zajebo. Z temi naslednjimi stavkami. Vprašanje je časa, ali se boš zajebo. Časa in načina. Vsak se zakoli na koncu. Če ne prej, ga bojo pokopala leta. Če ne prej. Absolutno. Ampak ta karijera še nikoli ni trajala dolgo ali pa predolgo. Glih prav. Lahko bi rekli glih prav. Še iz časov Erasma Pintra, ker on nosil to titulo, največjega jebeča v Sloveniji. A ja, tako ti to gledaš? In vidim, da Slovenija v enem momentu premore enega. A vidiš, kaj Jani preučuje? Ja, preučuje vrh in pobira ostanke. Ves čas kaj je bilo. Ves čas je bilo. Učijo se od levov.
Dej ti, Jani, rajš meni povej. Glede na to... Poslušaj. Stari, Klemen je v formi danes. Ti, glede na to, da si izpostavil, da imaš željo, bi imel željo biti v takem šovu, ne? Ne, tega nisem nikoli izpostavil. Ne. Pa sem pa jaz narobe. Čakaj, moramo prevrteti zdaj na dialog, ne vem. Jaz smo se pogovarjali, a bi šli v tak... Ustavljaš besede v moja usta, Klemen. Sej, moraš me popraviti, ker nočem ustavljati česarkoli v tvoja usta. Mi smo se pogovarjali o tem, a bi šli v ta šov. Jaz sem rekel ne, povedal sem razloge, ti si tudi rekel ne, ti si pa rekel, da ja. Jaz sem predstavljal pozicijo. Ja, kontrerijena. Tako. Če bi mi dva rekla ja, bi ti rekel ne. Ja, tako. Kaj če bi videla? Če bi mi rekla ja, bi šla v ta šov, bi ti rekel ne. Ja, valjda. Aha. Sprav nisi iskren. Mislim, kdo bo gledal ta podcast? Ker se vsi trije strinjajo. Ja. Mislim, fanta, vsaj en za to mizo dela za gledljivost. No, kaj boš pa zdaj rekel? Ne pa za poslušljivost, ampak ok. Ja, jaz sem bolj gledljivost. Freudian slip. Jaz mislim, da se mnenje moje ni spremenilo. Jaz sem rekel, da se točno ne spomnim, ampak neki med vrsticami, da bi bil epic joke, tako. Če bi to bilo kot joke, ampak da v life pa ne bi šel kot resno. Ok, zdaj pa hodil sem sam, se ne bom te nič gače ali pa. Ja, sem se mogel zaščititi. Takoj si se začel braniti. Če sem videl, da greš v napad. Dobro, lej. Ti zberejo te za sanskega moškega, ti rečeš ja za joke, ne za res, za joke. Samo da se hecamo. Da se malo hecamo, ker jaz ne bi šel v to, ampak za joke grem. Tako, ne? Aha, okay. In ti si zdaj povabljen na to oddajo, ker je bil Čeglaj, kako bi ti to sfuril? Se pravi v oddajo od tega youtuberja Perota, ne? Kjer vidva ocenjujeta bejbe, a bi ti rekel, no... Kako bi ti to skenil? Kako bi jaz zdaj... Lej, Jani, se lahko ti damo en primer. Gremo mi čez te bejbe. Čez tvoj Instagram. Ja. Ne? Da ne bomo zdaj teh javno izpostavili. Ampak tako nekaj zvesi. Jani? Ne, se koliko. Jani Pravdič. Verjetno moram kjer je on followa. Tako, ja, kjer je on followa. Ja. Ja, zdaj... Se že neho hecati? Stvar ni več hecna. Ja. Aha, dobro. Neki punc je, klele. Ne, se hecam. Ja. Ampak lahko poveš, kako bi ti to shajnilo, če bi mi dva zdaj tebi dala to slikce tukaj za ocenjevati. Mislim... Tako iz PR vidika na svet za Čeglaja. A kak bi hotel to svodati? Na svet za Čeglaja. A ja. Veš, o čem sem že pred časom razmišljal in sicer, če smo se o tem pogovarjali. Ljudje si ustvarimo imidž, takšen ali drugačen, in eni imidži so ful bolj prijazni in lahki, easy, za nositi v življenju. Eni so pa ful bolj zajebani. Pa bom dal primer. Ti imaš, dajmo reči, po narekovajem isti poziciji Pahorja pa Donalda Trumpa. In vsak si ustvaril svoj imidž. In folk masa spremlja, kak imidž si ti postavljaš. In te pusti primer. Reče, ok, zdaj imaš ti ta imidž. In eni imidži dovolijo fleksibilnost in te meje, kdo si ti lahko, kaj lahko ti rečeš, kaj ti narediš, jih praktično ni. In to je recimo Trump. Trump je lahko marsikaj rekel, marsikaj naredil in čeprav so bili poskusi ves čas, nič ni zjebal njegovega imidža. Njegov imidž je bil, pa pustimo zdaj. Usklajen je bil. Usklajen. Hkrati je bil, jaz bi celo temu rekel, je bil zelo bulletproof. Bulletproof v smislu, bil je easy za nositi. On je lahko zelo lahkobno shodil po tem svetu, brez da bi mogel paziti, kaj pa če me zdaj kdo ujame, pa tem, bil bulletproof, skoraj karkoli pa šlo ven, ni škodval, doben ga ni mogel skenslati. Imaš pa imidž Pahorja. In to so ponavadi imidži, kjer nekdo hoče pokazati, da je perfekten, da je
da je nadprijazen, ljubezniv, da je v bistvu brez napak. Brez napak, tako to si dobro rekel. Ne? So pa neki imidži, ki ti mogoče v določenem kontekstu ti pomagajo. Ne? V kontekstu recimo Čeglaja je ta njegov imidž v oddaji bil imidž popolnega moškega, ki je prijazen, ljubezniv, ki ceni ženske. Ne? In mogoče vse te karakteristike so bile pretirane, so bile na nivoju, ki ga je težko res živeti 24/7. Vsak ima moment v življenju, ki pa ni na toliko visoki frekvenci. In jaz kaj mislim, da se je zgodil, da ljudje ti ponavadi ne zamerijo, kak imidž si ti postaviš, zamerijo ti, ko ti nisi kongruenten s tem imidžem. Ko odstopaš od imidža. Ko nisi konsistenten. Tako, ko nisi konsistenten. To ti pa zamerimo. To pa rečemo, čak. Ti si prej... Zato, ker si bil fake. Ker si bil fake in jaz mislim, da evolucijsko, zakaj je to? Zato, ker recimo, Dan Bilzerian zdaj izdal knjigo, on je dato popularen, zato, ker je pač bil king na Instagramu z tok bejbami vaš čas. Njem nikoli ni masa zamerila, da on ima milijon teh žensk, za eno noč samo jih zamenja. In da je tako, kot objekte predstavljate. Mislim, on je s prvim dnevom zelo jasno postavil nek imidž, čeprav so se feministke tega sveta matrale, da bi ga skenslile. Niti Instagram ga ni skenslil. Kontra, on je celo imel osebo na Instagramu, ki je skrbela za odnos Instagram Dan Bilzerian. Zdaj imaš pa ti imidž, ki ga ustvari, pa mogoče je on bil celo prisiljen v to, ker sam kontekst te oddaje, mora njega naslikati moški, ki je popoln, ampak to je pa zdaj imidž, ki ga pa ti ne moreš nositi. Pretežek je za nositi vaš čas in slejko prej ti sklecne in ti padeš na nek level. Kar konkretno sklecne. Mislim, vsak ima slab dan. Lojtra se je totalno... Vsak... Ne, jaz nič ne pravim. Sam pravim, razlika je bila ful velika, ker ni to, mal sem padel. Ampak je bila ful velika razlika. Jaz pa ne bi zdaj, ni cilj kogarkoli obsojati, mi je všeč, da je ta debata na nekom srednje intelektualnemu nivoju, kjer se pravimo kaj naučiti, zdaj, kjer ga še bolj tunkati. Stari, ko bo to objavljen, bo že neki drugega. To je res. Ne, ampak to shotel reči. Razlika, kot si rekel ti, je bila prevelika, in ali je on sam hotel, jaz celo mislim, da je oddaja od njega zahtevala, da je on ustvaril imidž, ki ga je bilo nemogoče nositi. In jaz mislim, da je bilo samo vprašanje časa, kot je pri Pahorju, kdaj bo rekel naslednjič miške in tako naprej. Ta imidž slejko prej se nekaj zgodi. In politiki doskrat, ali morajo, ali ne vem zakaj, imajo imidž, ki je imidž preveč popolnega človeka. In ta imidž lahko imaš ti on the long run uspešen samo, če ti nisi v etru. To pomeni, če ti iz ozadja furaš stvari in zminimiziraš čas, ko si ti v etru. Zato, ker več, ko si ti v etru, več šanse je, da boš rekel neko neumnost in slejko prej boš rekel, ker noben ni na tem nivoju. Recimo mi. Recimo mi, tako da včasih si je boljš narediti imidž, ki na short-term izpadeš ne preveč brihtan, ne preveč ne vem kaj, ampak ga pa lahko nosiš, sabo. Ne, super si to povedal. Daj povej še, kako bi ti to shendlil. Ne, res dobro, se strinjam. Veš kaj, nočem biti, ful se mi zdi nehvaležna pozicija reči, a veš, da jaz bi to ful boš, on sploh nima pojma, jaz bi zašel tja. Ne, ful hiter bom padel, a veš, ful hiter, to je tvoj problem. Odgovor na to vprašanje, imam feeling, da bom padel v to, kak sem jaz boljši. Vsak tle ve, mislim, tudi zdaj on ve, da v eter pač ne bi komentiral tega, kar je komentiral, se tle ni neke znanosti v zadnji. Ali kaj misliš? Ne vem, prej, ko smo za Zaka se pogovarjali, pa za Facebook, je bilo to pozitivno, ne? Praviš, da ni bilo dobro, da bi mogel drugače. Ampak on je dobil full exposure
te punce so dobile full exposure. V bistvu so v nekem takem simbiotskem odnosu, kjer je vsem dober del, mogoče njemu malo manj, zaradi sponzorjev, odvisno od njegovih ciljev, ampak vsem je zelo dober del exposure, o njih se je govorilo. Attention so dobili. Vsi skupaj. Itak. Ampak je pa tle ena stvar. Ti si lahko Jack na nivoju Dan Bilzeriana ali pa na nivoju Donalda Trumpa, ker lahko res nadiš to, kar hočeš v vsakem momentu, samo, če si ti dejansko dovolj motherfucker, da nisi odvisen od ekosistema. Seveda. Pa najslabš od sponzorjev. Tako. Ker je en delček ekosistema. Ki te hrani. Ja, 5 ljudi reče sam ne. Ja. 5 ljudi. Ja. In ti nimaš več mesečnega dohodka. Ja. In ful velik risk. In to jaz vedno poudarjam za to stvar, da si nikoli ne bi šel neki tazga. Glih iz tega razloga. Par sponzorjev, pustim job, delam to. Ja. Kaj lahko rečem? Ne tega. Da gremo to ven rezati. Dober point, res je. Noben te ne more skenslati zdaj. Mislim, sej v krogih, v finančnih krogih, kaj bi temu rekel, rečemo, da obstaja nek level, kjer človek zasluži fuck you ali fuck off money. In zajebano je biti v tem primeru čeklaj, če nimaš fuck you manja. Če ima on itak hud cash flow, ker zdaj služi 20 čukov na mesec, brez teh sponzorjev, je on tako, hej, to sem jaz, vse mi je, še vedno ima verjetno v DM-ih, na desetine bej vsak dan, kako hoče spati z njim. To mu je bi lažje šel čez to krizo. Ko pa ti nisi tak motherfucker, ki imaš fuck you money, pol pa moš paziti, kaj govoriš. In, mislim, dobenemu ne prvošim pa tega, da ga kdorkoli hoče skenslati. Ker jaz mislim, da skoro vsak človek na tem svetu, če bi ga 24/7 snemal, bi slejko prej izjavil, za kateremu ne stoji, pa bi svet bil ogočen, da je to rekel. Ali pa da saj pomisel na to. Marsikdo ima kako misel, včasih to tudi ne izrečemo, včasih izrečemo, ampak večina folka pomaga to, da jih doben ne snema. Sigurno. Pa noče zdaj iti na nobeno stran. Jaz mislim, da to, kar je bilo rečeno, pač ni bilo primerno. Hkrati pa tudi to ne zdi primerno za ta, dajmo se zgrupirati proti kom se zdaj spravimo. To je na nek način ta gang, ki smo ga imeli v osnovni šoli. Zdaj je on neki nadil kontra, a nas je dovolj, da se mi zdaj na njega spravimo. Ja. Vse na koncu je to, jaz se tudi nočem na nobeno stran postavljati, ampak na koncu je tudi to, Ker mogoče bo vse en kak sponzor prišel, pa bo pomagal, da nismo bili na dobeni strani. Pojiče glaj, zelo slabo si to delo. Ne, pa to res mislim, to ni bilo optimalno iz več vidikov, ne samo iz vidika cache-a, pa exposure-a, pa PR-ja, iz večjih vidikov, ampak pustimo to. Ampak na drugi strani je pa tudi zelo zanimiv, ker vedno, ko ti nekoga kritiziraš, vedno ti projiciraš svoje vrednote. In s tem, ko ti nekoga kritiziraš oziroma kritiziraš njegove vrednote, ti sebe postaviš nad njega, češ ti si bolj moralen, ti si boljši človek, ti imaš boljše vrednote in to se tudi tukaj zelo jasno vidi, da je na social mediji je popolnoma vse, skoraj vse, je signalizacija svojih vrednot, pa sebe kot osebe, pa sebe kot ega. Doskrat pod pretvezo tega pravičnika. Jaz sem toliko dober človek, da bom zdaj tole izpostavil, kar se slabo dogaja v družbi. In s tem sebe signaliziraš. Ne sicer v vseh primerih, včasih je treba kaj reči, ampak to se je zelo jasno videl. Plus ta simbiotski odnos njih vseh, ki so deleženi. Tako da je bilo full fine videti, kako se je ta stvar oziroma drama odvijala na social mediji.